Lokalna razvojna fundacija za Pomurje v okviru regionalnega stičišča nevladnih organizacij Pomurja je v dvorcu Ris Rakičan pripravila regijsko konferenco pod naslovom Kakšne lokalne skupnosti bomo sooblikovali. Konferenca, ki je bila namenjena županom v deželi ob Muri, županskim kandidatom, strokovnim sodelavcem na pomurskih občinah, zaposlenim v javnih zavodih, predstavnikom nevladnih organizacij in zainteresirane javnosti, je v vsebinski zasnovi bila zasnovana na strategiji vse večjega vključevanja občanov v dogajanja v lokalni skupnosti. Kaj natančneje je predstavil Jure Trbič, državni sekretar Ministrstva za javno upravo. Na Ministrstvu za javno upravo smo z veseljem sprejeli povabilo na to regijsko konferenco, katere tema je v bistvu vključevanje javnosti, participacija državljanov, občanov v bistvu v tem primeru v kreiranju politik lokalne skupnosti. Tako kot je podnaslov konference, torej kakšne lokalne skupnosti bomo sooblikovali. In poanta je ravno v tem, v različnih ukrepih in orodjih, ki jih pravzaprav lokalne skupnosti imajo, da bi rekel, privabijo, vključijo svoje prebivalce v te procese odločanja. Kajti demokracija seveda niso samo volitve na 4 leta, ampak tudi tisti čas vmes. Še posebej pa je to vidno ravno na področju lokalne samouprave oziroma občin v tem primeru. Dejstvo je, da je treba krepiti niti na bolje. In v vsakem odločanju bolj vključimo različne deležnike, do bolj kakovostnih rešitev pravzaprav pridemo in ne nazadnje tudi manj upora je nekako na teh. Tu bi predvsem izpostavil vlogo tudi nevladnih organizacij, ki ne nazadnje tudi danes to organizirajo, ker so ravno tisti nek, bi rekel, umestni člen prisotne na terenu med ljudmi, medtem ko je občasno oblast lahko tudi že odtujena, še posebej mogoče že malo starejša. In ravno tu nevladne organizacije pravzaprav na nek način povežejo ljudi, prenesejo njihove predloge, hkrati pa tudi seveda pomagajo lahko lokalnim samoupravam pri organizaciji različnih dogodkov, javnih posvetov, spletnih klepetalnic in forumov, participativnih proračunov in podobno. Tako da lahko gremo kvečemu na bolje, zdaj, da bi rekli, da je nek strašna velika kriza, mislim, da to tudi ne moramo ravno trditi. Obliko participativnega občinskega proračuna zaenkrat koristi zelo malo občin v svetu ob Muri. Kako že gre tisti stari pregovor, vse se začne in konča pri denarju, in medtem ko mnoge politike obljubljajo ali pa želijo doseči nekaj, ne nazadnje konec dneva je vse tudi v proračunu. Zato je recimo ta inštitut participativnega proračuna en izmed zelo pomembnih korakov tudi k vključevanju ljudi, pa tudi tako, pa ne samo zaradi denarja pravzaprav, ampak predvsem zaradi teh drobnih malih predlogov iz lokalnih skupnosti, pa naj si bo razbita luč na ulici ali pa pač polomljena klopca v parku ali pa dejansko reči, kam približno bomo v tem primeru seveda občinski proračun usmerili. Zdaj, en del lokalnih skupnosti oziroma proračunov je pravzaprav zapečen, ker pač občine imajo svoje zakonske naloge, ampak vedno načeloma ostaja en del, ki pa seveda se lahko razdeli po politični volji, in tu je seveda v duhu in interesu kakovostne in dobre demokracije, se pravi, da so ljudje čim bolj vključeni. Tako da to je tudi nekako namen današnje konference, da se o teh stvareh govori, spregovori in jih motivira, da bodo cvetele. Regijske konference se je udeležila tudi Sara Žibrat, poslanka Državnega zbora Republike Slovenije. Veseli me, da sem se uspela udeležiti tega dogodka, ki se mi zdi zelo pomemben, še sploh zdaj pred lokalnimi volitvami. Se mi zdi, da kot poslanka težko delujem samo na državni ravni, če ne morem doprinesti nekaj tudi v lokalno okolje. In definitivno je nevladni sektor nekaj, kar brez česar država ne more in lepo dopolnjuje tisto, kar mi kot zakonodajno telo ne moremo rešiti na sistemski ravni. Najbolj zanimiva tema se mi zdi tema prostora, kako lahko lokalna skupnost pridobi prostor od občine. Saj se mi zdi, da je to nek predpogoj, da se sploh lahko ljudje aktivirajo in izvajo svoje delavnice in prireditve. Drugače pa se mi zdi še druga pomembna tema participativni proračun. Torej, kako v bistvu aktivirati ljudi, da se sploh začnejo mogoče na dolgi rok več udeleževati volitev, ker vidijo, da dejansko njihovo mnenje šteje in da lahko sooblikujejo skupnost. Predstavnica lokalne razvojne fundacije za Pomurje, Matejka Horvat, je z vidika organizatorja ob robu regijske konference povedala.
Regijsko gre za to, ker smo seveda povabili vse pomurske občine, tudi nevladne organizacije iz celotne regije in ker smo tudi seveda regijsko stičišče in delamo na regijski ravni, torej pokrivamo vse občine. Konferenca je požela kar veliko interesa, hvala Bogu, lepo, vedno je lepo, ko delaš nekaj dobrega in imaš občutek, da bo uspelo. Prijavljenih imamo 85 udeležencev, res iz najrazličnejših organizacij, institucij, strokovnjakov, tako z javnih zavodov, občin, županskih kandidatov in pa seveda tudi nevladnih organizacij, tako da ja, zelo smo veseli. Izbrali smo res zanimive teme, s katerimi želimo nekako pokazati ali pa povedati, sporočiti, kako lahko še bolje sodelujemo, kako lahko soustvarjamo lokalne skupnosti, da lokalna skupnost ni samo v rokah peščice tistih, ki nosijo politično oblast, ampak da res lahko sodelujemo in soustvarjamo te skupnosti. Izbrali pa smo take teme, ki so čisto konkretne, kot ste sami omenili, participativni proračun. Zares bi bili veseli, če bi več občin se odločilo za uvedbo tega. Sicer pa tudi čisto konkretne teme, kako naprimer poenostaviti razpise za društva in druge nevladne organizacije, tako da upam, da bodo informacije uporabne tudi v praksi. Konkretne teme, ki so terjale neposredne odgovore na kopico primerov. Kako lahko občina zagotavlja prostore za skupnost, kakšne so zakonske možnosti in omejitve brezplačne rabe prostora, kako lahko občina poenostavi občinske razpise za društva in druge nevladne organizacije, zakaj bi bilo dobro, če bi tudi pomurske občine uvedle participativni proračun in kako lahko to uspešno storijo. Kako lahko občina odpre javni prostor in oživi vaško oziroma mestno jedro za skupnost, kako in zakaj naj občine izkoristijo potencial nevladnih organizacij in njihovih storitev ter drugih deležnikov, podjetij, razvojnih organizacij, vse to so bile teme regijske konference URIS Rakičan.